Iz ljubljanskega studia 136, tole so, vidite, vesti na vesti. Novica, ki lomi. Prvi bik v državi je ostal brez rogov bojda. Predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, prilagamo sliko, je namreč po včerajšnjem izstopu iz stranke LDS danes po polnoči ob koncu maratonske seje nadzornega sveta Istrabenza odstopil tudi z položaja prvega moža koprskega holdinga. O tajkunih pa je Bavčar ob neki drugi priložnosti govoril takole. Tajkuni so produkt predvolilne kampanje. A si ga slišal? Sem, Kaj bi rekel? da je to predvolilna scena. Sem to sam za to, kaj je star posnetek. Ano da. Če bi ga zdaj vprašal človek isto, kaj miš, da bi rekel? Da on pa že ni tajkun. A ne? On je bankrot. Sej tudi je. Seveda. Sam folk še tega ne ve, ne razume. Jaz pa vem vse to. Jaz sem ga zadnjič videla nekje v eni gostilni z enim človekom, ki je kao tajkun, pa mi je bilo tako jasno, da on pa že ni tajkun. Mislim, Bavčar. Ne? Veš, kako je izgledal zraven tajkuna? Kada ni tajkun. O delu Bavčarja je nedavno spregovoril tudi nekdanji premier Janez Janša. Viš, tle pa je vprašanje, a je on ali ni on tajkun. Ni mogoče z nekimi zaslugami iz časov osamosvojitve opravičevati določenih potez v gospodarstvu. Ni pa mogoče tudi nekaterih spornih potez v gospodarstvu uporabljati za to, da se diskreditira osamosvojitev. Bika za roge pa so grabili tudi na koalicijskem vrhu, ki ima po besedah predsednika SD Boruta Pahorja jasne in smele načrte za prihodnje ravnanje. Koalicija pa naj bi s sobotnim sestankom postala še močnejša. Podobne poglede na sestanek koalicijskega vrha ima predsednica stranke LDS Katarina Kresal. Zagrabili bomo bika za roge, speljali bomo vse tiste reforme, ki so jih do zdaj obljubljali, pa nihče izpeljal. In na koncu bo ta država bolje upravljana, bolj učinkovita in res v korist svojih državljanov in državljank. Ja, judel dudel, podobno optimistična pa sta bila tudi predsednik stranke Desus Karl Javec in predsednik stranke Zares Gregor Golobič. Tudi ocenujem, da današnji sestanek koalicije je bil uspešen in tako kot je bilo dogovorjeno, to ni zadnji sestanek, teh sestankov bo več in mislim, da so potrebna, ker se tudi situacija zelo hitro spreminja in zato je treba na novo tudi se dogovoriti, kako naprej. Ta razprava in soglasje o tem, da bo potrebno marsikaj tudi zarezati, da bo potrebno se zavedati, da nikoli več pravzaprav ne bo tako, kot je bilo pred to krizo in da business as usual nikoli več ne bo potekal na način, kot je potekal. To je najboljši razlog za optimizem, da bo vlada in koalicija ne upoštevaje kratkoročnih računic o tem, kaj to pomeni za volilni izid te ali one ali vseh strank v koaliciji skupaj, ampak da bo resno in odgovorno opravila svojo dolžnost v tem mandatu in to je, da se bo vseh teh samoumevnosti in vprašanj lotila. Ej, a si videla? Čisto vsi imajo plave oči. Fak, sam res. A mi že me bojo skoncentrirali pa uplinili. A te nekaj raj pele. Sam res. V.d. direktorice urada vlade za komuniciranje Veronika Stabej je razložila, kako se bo spremenilo trženje blagovne znamke I Feel Slovenija. Sej, to imam jaz barne leče, jaz imam drugač čiste, arijske, modre oči, pa to. Gospodi predsedniki, pa predsednica. Urad za komuniciranje kot skrbnik znamke mora v naslednjih 3 mesecih s pomočjo koordinacijske skupine pripraviti pravilnik, kjer bi lahko določili, kdo in zakaj bi lahko uporabljal to znamko tudi v komercialne namene. Zaenkrat pa to dela samo STO, ki ima, mislim, da 5 proizvodov oziroma izdelkov, ki na to temo delajo. To je vse. Ej, Oh, odkdaj imamo pa rubriko politika in moda? ja, odkar je Sarkič tako Modno osveščen. džentelmenski. Sem njem se res malo poslabšalo, no da? Zadnjič sem ga videla, ko je tlele odzad probaval, sam ne tega okoli govorit, ko je tle odzad probaval une kostume, a veš, ko jih imamo? A veš, kjere? Ja, ja, bed, ampak res. Moram reči, da je bilo zelo zabavno, pa žal mi je, da nisem imela fotkiča. Še telefon mi je crknil, viš. Sam šklocnila bi, pa bi prodala požarov, pa bi bilo, ne.
V bistvu bi ful zaslužila, po mojem. Sarkić v cunjah od, ne, vemo od koga. Politika in moda. Katarina Kresal, tokrat v vlogi ministrice za notranje zadeve, je na zadnji novinarski konferenci po seji vlade javnosti sporočila, da bomo državljani Slovenije letos dobili nove biometrične potne liste, ki bodo vsebovali tudi prstne odtise. Kako pa to izgleda, prstne odtise? Da 2 prsta not narimaš. No da, jaz že nam dala svojega. Na novinarski konferenci je imela ministrica oblečeno prelepo obleko, ki jo je pohvalil tudi naš Denis. Ja. Gospod Sarkić. Hvala lepa, gospa ministrica, lepa obleka, moram pohvaliti, ampak vseeno, brez smeha, prosim za kolege. Ja. Mislim, obleko smo videli, ja. Se to je to? To je bilo to. Ja. To je bilo vredno tega, da se da v vesti. Ja, to je nova rubrika, Politika in moda. Ja. Ja, pa ne bi pol ona vsaj povedala, ta moja bledo-roza obleka je iz ne vem kje, iz te pa te štacune in kupila sem jo takrat. To je pa že reklama, to morajo pa plačati. To imaš pa prav, Jan Šiško. To imaš pa prav. No prav. O simulaciji Organizacije Združenih narodov, komentar dneva, Kira Cerjak. Simon, Slovenija International Model United Nations je vsakoletna simulacija Organizacije Združenih narodov, ki organizira društvo MEOS, Društvo za spodbujanje in razvoj mednarodnih odnosov. Na simulaciji se udeleženci prelevijo v delegate posameznih držav in v generalni skupščini zastopajo svoje nacionalne interese. Cilj našega projekta je, da se študenti skozi igranje vlog naučijo zagovarjanja neodvisnih stališč, da izboljšajo svoje pogajalske veščine in retorične spretnosti, ter da pridobijo pogled v delovanje mednarodnih odnosov in nenazadnje same Organizacije Združenih narodov. Za organizacijo Simuna smo se lani odločili, ker v Sloveniji te oblike neformalnega izobraževanja dejansko sploh še ni bilo. Seveda pa hočemo s projektom nadaljevati in s tem uvrstiti Slovenijo v niz držav, kjer so MUN simulacije tradicionalna oblika neformalnega izobraževanja za mlade. Poleg tega, da je Simun odlična priložnost, da študenti pokažejo svoje znanje, mnenja in ideje, je namen našega projekta predvsem podpirati aktivno vključevanje mladih v neformalno izobraževanje, povečati vključenost študentov v reševanje aktualnih problemov mednarodne skupnosti in hkrati spodbujati mednarodno povezovanje med študenti z področja mednarodnih odnosov. Prav tako si naše društvo s projektom Simon prizadeva dvigniti znanje in zavest o delovanju Združenih narodov, saj smo med samo organizacijo od projekta ugotovili, da sta prepoznavnost tovrstnih simulacij in interes po sodelovanju na takšnih dogodkih v Sloveniji še zelo majhna, tako med podjetji in mediji, kot tudi med samimi študenti. Pa vendarle nam je tudi letos uspelo, po mesecih truda Ljubljano čaka že drugi Simun. Tako bodo študenti iz celega sveta od 31. marca do 5. aprila na Fakulteti za družbene vede ponovno razpravljali o perečih problemih današnjega časa ter iskali rešitve za boljši jutri. Tokrat bodo razprave tekle o globalni finančni krizi in izobraževanju o človekovih pravicah v postkonfliktnih družbah. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Fish are jumping and the current is high, 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 high. Greva, kultura. Mladinski center Medvode odpira vrata novih klubskih prostorov. A veš? Kako ne veš? Pač odpira vrata. Oni tudi ne poznajo vedeja. Itak da ne, vede je čist out. Zdaj so prišle na vrsto nove živalske, ne vem, substance, ne vem kakje, pač neki loji pa te zadeve. V glavnem nove prostore so odprli, ki so jih poimenovali Jedro. Svečana otvoritev bo se pričela v četrtek, od 19. dalje bo. Četrtek 2. aprila v Medvodah odpiramo Jedro. To bo nov klub mladinskega centra Medvode v novih prenovljenih prostorih, ki smo jih sami prenavljali. Noter bo odprt dnevni center z majhnim lokalčkom, infocentralo, 2 računalnikoma za dostop do interneta, za delo in tako dalje. V prostoru bo tudi prva prava galerija v Medvodah, zgradili pa smo tudi oder, na katerem se bodo odvijale razne manjše predstave, koncerti, predavanja in tako naprej.
Zdaj imam pa ful čudno frizuro, veš. Ne morem taka pred kamero. Še vreme. Tam na ekvatorju je ekvatorialno, v tropskem pasu je tropsko, na Kubi je kubansko, v Sloveniji je pa slovencelsko vreme, pa tudi malo stepsko. Mal pa ja, priznaj. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.